1000 milijard evrov je minuli teden kar izpuhtelo iz ameriške borze. Največji padec delnic v zadnjih 2 letih so povzročili tehnološki velikani. Gospodarstvo se ohlaja, sodček surove nafte je iz tedna v teden cenejši, kljub turistični sezoni. Bitcoin pa bi lahko postal ameriška strateška rezerva, če Donald Trump postane predsednik. Pregled aktualnih finančnih dogodkov bo povzel kdo drug kot kolega Adi Omerovič, na vrsti je namreč ponedeljkova rubrika Finančni svet. Adi, lep pozdrav. Pozdravljen, Gregor. Ja, začniva pri gorivu, to Slovence vedno najbolj zanima. Ne glede na to, da smo sredi turistične sezone, potujemo z letali, z avtomobili, pa cena nafte pada. Zanimivo, ne? In to se vidi na tem grafu tukaj, Gregor. To je surova nafta. Vidimo, da že cel mesec cena surove nafte padla je približno za dobrih 9% v tem mesecu. Gospodarstvo se očitno ohlaja, Gregor, in to se vidi tudi na tem grafu, to pa je graf bakra. Bakar je namreč zelo pomembna industrijska surovina in prav tako vidimo, da ves julij bakar pada v tem mesecu, je torej padel za 12%. Spoštovani, lep pozdrav. Električno vozilo Tesla ima na primer povprečju 30 kg bakra. Ameriška podjetja v teh dneh objavljajo poslovne rezultate za drugi kvartal. Ford je minuli teden zgrešil napovedan dobiček za 31% in delnice v drugi polovici julija strmo padla, kot vidite, za 23%. Tudi Tesla je zgrešila napovedani dobiček in sicer za 15%. Delnice od sredine julija po objavi rezultatov minuli teden končala nižje za kar 18%. No, prvi mož Tesla, Elon Musk, je mnogi minuli teden presenetil, ker se je v ameriškem kongresu udeležil nagovora izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki mu mednarodno kazensko sodišče očita vojne zločine. Are you here for the Netanyahu address today? I am. You plan to attend? And whose guest are you? Okay. No, zaradi tehnoloških velikanov, ki jih poganja zgodba o umetni inteligenci, minuli teden iz borze izpuhtelo več kot 1000 milijard evrov. Veličastnih 7 je krvavelo. Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, tudi po prevodniške industrije, vsi, ki stavijo na razvoj umetne inteligence, so izgubljali, medtem ko je bila večina delnic v indeksu S&P 500, kot vidite, v zeleni barvi. Indeks Nasdaq, ki sledi tehnološkim delnicam, je v drugi polovici julija tako izgubil 8%, vendar danes že nadaljuje z rastjo. No, v zvezni državi Tennessee pa je čez vikend potekala Bitcoin konferenca, največja na svetu. Po junijskem padcu je Bitcoin od sredine julija ponovno v naraščajočem trendu in je do danes više za 24% točk. No, slavnostni govorec na Bitcoin konferenci je bil tudi predsedniški kandidat Donald Trump, ki v prihodnosti vidi Bitcoin kot strateško državno rezervo. V Nashvillu je Donald Trump nagovoril Bitcoin skupnost in obljubil, da bo ZDA postala svetovna kriptoprestolnica, če bo izvoljen za predsednika. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. In Bitcoin sklad BTCE, ki ga imamo v našem svet portfelju, je ponovno obarvan zeleno. V 10 mesecih je naš svet portfelj ustvaril dobrih 14% donosa. Največ zaslug ima rudar zlata Newmont z oznako NEM. Na drugem mestu je po donosu svetovni dividendni ETF sklad VGBE. No, jutri pa zapiramo 10% izpostavljenost v surovinskem skladu EXI, ki ima 2% izgubo, in odpiramo 5% pozicijo v ETF skladu SXRV, ki sledi tehnološkim velikanom. No, podrobnejšo analizo, svet portfelja in tudi pregleda slovenskega delniškega trga objavim jutri v finančnem komentarju na 24ur.com. Hvala za pozornost in uspešen teden vam želim. Adi, hvala lepa. Enako, Gregor.